Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dobar dan in dobrodošli na današnji novinarski konferenci po 36. seji vlade. Vlada je danes sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. S tem zakonom se prvič ureja področje rokodelstva, ki pa je za Slovenijo pomembno, tako z gospodarskega, turističnega kot kulturnega vidika. Sprejela je tudi uredbo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2021 do 2027, s čimer bodo vzpostavljeni zakonski pogoji za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev iz proračuna Evropske unije. Novinarsko konferenco pa začenjamo z odzivom ministrice za javno upravo Sanje Ajanović-Hovnik in ministra za obrambo Marjana Šarca na današnji protest poklicnih gasilcev. Izvolite. Hvala lepa. Za današnji protest poklicnih gasilcev osebno težko najdem neko razumevanje. Zakaj? Ker v bistvu tisto, kar smo lahko danes slišali in kar je bila nekako večkrat izražena zahteva po spoštovanju, spoštovanje je nekaj, kar se gradi v skupnem dialogu in v bistvu, če želiš spoštovanje moraš tudi dati in danes temu ni bilo tako. Drugo, kar me je presenetilo in sem res pozorno poslušala celoten protest, so bile zahteve poklicnih gasilcev večkrat izražene. Sama se teh pogajanj udeležujem praktično od samega začetka svoje funkcije. Prva pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja smo imeli že 20. junija in od takrat naprej praktično na tedenski ravni. In teh pogajanj so se ves čas udeleževali tudi poklicni gasilci, še več. Prav tudi s poklicnimi gasilci smo oktobra lanskega leta podpisali skupni dogovor za plače v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 in v tistem skupnem dogovoru smo tako na eni strani povišali plače vsem, tudi poklicnim gasilcem in na drugi strani se dogovorili, kakšni bodo naši skupni koraki naprej. In te skupni koraki naprej, poleg realizacije dogovorov, za katere smo se vsi skupaj zavezali, poudarjam, tudi poklicni gasilci, ki so podpisniki tega dogovora, smo se zavezali tudi pripravi reforme plačnega sistema do 30.6. letošnjega leta in v teh korakih za pripravo reforme identificirali nekaj prioritet, med katerimi prva prioriteta predstavlja prav naslavljanje minimalne plače oziroma delovnih mest, ki se nahajajo pod minimalno plačo. Prejšnji teden sem predstavljala izhodišča plačne reforme. Zopet poudarjam, gre za izhodišča, ki se bodo tudi še pogajala v nadaljevanju. In s temi izhodišči smo naslovili prioritetno prav delovna mesta, ki se nahajajo pod minimalno plačo, kjer smo se kot vlada zavezali, da nihče več nikoli ne bo pod minimalno plačo. Delo v javnem sektorju ne bo moglo biti več vrednoteno nižje, kot je minimalna plača. In to je bilo danes večkrat tudi izraženo pričakovanje sindikatov poklicnih gasilcev, da je treba nasloviti zaposlene, ki se nahajajo pod minimalno plačo, da prav te zaposleni se nahajajo v nekakšni stiski, ker ne morejo si ustvariti življenja, niso kreditno sposobni in vlada se tega zaveda, prav zato tudi prva prioriteta izhodišč plačnega sistema, torej reforme, predstavlja prav minimalna plača. Vendar pa, če se mi želimo pogovarjati argumentirano, je potrebno izpostaviti in pogledati, kaj podatki govorijo. Danes smo tudi slišali, da sindikati poklicnega gasilstva zahtevajo odpravo nesorazmerij in ko pogledamo primerljiva delovna mesta, torej pogledamo tako vzgojitelje, tako pomočnice vzgojiteljic, pogledamo policiste, vojake in jih primerjamo z poklicnimi gasilci, ugotovimo, da te plače niso med najnižjimi, še več. Povprečna plača poklicnega gasilca v 7. tarifni skupini znaša 3000 evrov, povprečna plača poklicnega gasilca v 5. tarifni skupini, torej ne znaša minimalno ali nižje,
plača, ampak je to 2100 evrov. In ko pogledamo ostale poklicne skupine, ugotovimo, da temu ni tako. Te podatke, o katerih jaz danes govorim, smo mi tudi objavili na spletni strani Ministrstva za javno upravo in mislim, da če bomo želeli pripeljati reformo do pričakovanega cilja, torej da pravično naslovimo vse poklicne skupine v javnem sektorju, se bomo morali začeti pogovarjati na podlagi podatkov in ne na ulici, kar smo danes bili priča temu. Lepo je povedal, mislim, da je bil predstavnik sindikalne centrale iz Štajerske, ki je povedal, da gre za folkloro in se strinjam, več kot folklora to ni bila. Jaz bi tu mogoče tudi dodala slaba folklora, no, in to ni nekaj, kar vodi v konstruktivni dialog, spoštljivost in v bistvu sploh iskanje rešitev, kar naj bi pogajanja za plačno reformo, ki bi morala pač torej nasloviti torej vse tiste anomalije, za katere vemo, se strinjamo, da so, tudi odpravimo nesorazmerja tam, kjer so, pač to ni. Ne, pogajanja, jaz sem večkrat povedala, so za mizo, ne na ulici in to, čemer smo bili priča danes, niso ne pogajanja, ne ulica, to je v bistvu na nek način tudi izsiljevanje. Najlepša hvala, ministrica. Zdaj pa še minister Marjan Šarec. Spoštovane gospe in gospodje, najprej naj povem, da na Ministrstvu za obrambo ves čas vodimo dialog s sindikati in tudi pred tem protestom sem se z sindikati gasilstva srečal. Sedeli smo, mislim, da več kot 2 uri. Apeliral sem, da naj se počaka na ta krovna pogajanja in pa seveda tudi povedal, da protest zagotovo je legitimna oblika delovanja, vendar me kot tudi prostovoljnega gasilca današnje dogajanje nekoliko žalosti. Kajti za novo leto vedno govorimo državljankam in državljanom, naj se vzdržijo pokanja petard, uporabe pirotehnike. Danes smo videli močno uporabo pirotehnike. Danes me je presunilo tudi, kako je morala kolegica, ministrica zapustiti prizorišče, ker so začeli proti njej leteti predmeti. Nenazadnje v bližini je tudi šola in uporaba pirotehnike na tak način zagotovo ni primerna, kajti gasilci so prvi ali pa moramo biti prvi, ki se zavedamo, kaj to pomeni. In protest, tak ali drugačen, je zagotovo pravica vsakega sindikata. Nihče tega ne more oporekati, vendar na tak način. In eden izmed govornikov je nenazadnje zaključil tudi v stilu: vemo, kje živite, pridemo tudi na dom. Mislili smo, da smo s tem zaključili s tovrstno logiko, kajti to smo videvali v preteklosti in to ne prispeva k neki kulturi dialoga. Oba z ministrico seveda spoštujeva vsakega gasilca in gasilko, spoštujeva tudi sindikalni dialog, spoštujeva državljanke in državljane, zagotovo pa pričakujeva vsaj nekaj spoštovanja tudi nazaj. In to, da se je uporabila pirotehnika, da je morala ministrica na hitro zapustiti prizorišče, potem, ko jim je pravzaprav povedala tisto, kar tudi sami želijo, se pravi, da nihče ne bo več pod minimalno plačo, to me pa tudi kot gasilca, ne sicer najboljšega v Sloveniji, to priznam, ampak gasilstvo ima nek kodeks, gasilci smo tisti, ki moramo biti prvi za zgled. Zato me je ta protest vendarle tudi nekoliko užalostil, kajti če bi šlo za nek protest, kjer se izrazijo svoja stališča, to ni problematično. Problematično pa je, ko se začne uporabljati taka sredstva in ko se začne groziti, da bodo prišli tudi na dom. Lahko pridete, drage gasilke in gasilci, lahko pridete na dom, lahko se tudi tam pogovorimo,
vendar take grožnje ali pa take izjave ne prispevajo kulturi dialoga. Vlada se je in se bo vedno zavzemala za spoštovanje vseh norm. Kar se tiče krovnih pogajanj, so se ta začela in sindikat carinikov se je vzdržal nadaljnjih aktivnosti, sindikat gasilcev se je odločil drugače, kar je njegova pravica, vendar ne na tak hrupen, pirotehničen način z zažiganjem predmetov, to gasilcem ne pritiče. Najlepša hvala ministrici in ministru. Zdaj sta na voljo za novinarska vprašanja in vsak, ki je tukaj pri nas v novinarskem središču, ga vabim k besedi, torej najprej tule Pop TV in potem še Vladimir Vodušek. Če prav razumem to vaše prvo sporočilo, na nek način obsojate glasnost in bom rekel, sploh kar se je dogajalo danes tukaj pred vlado in na nek način sporočate, da popuščanja ne bo. Hkrati tudi gasilci so danes jasno povedali, da ne bodo popuščali, kje se boste lahko sploh srečali v nadaljevanju in kaj bi lahko to pomenilo tudi za dinamiko, današnji protest, kaj bi lahko pomenil za dinamiko napovedanih drugih protestov še, za katere že vemo, da se obetajo. Ja, hvala lepa za vaše vprašanje. Torej, najprej bo na mestu, da se gasilci sploh izjasnijo, kaj želijo. Prva zahteva, ki so izražali kar nekaj mesecev, je bila, da je potrebno nujno prioritetno nasloviti delovna mesta, ki se nahajajo pod minimalno plačo. In to smo za svojimi izhodišči naslovili. Ko smo to naslovili, smo prejeli strani gasilskih sindikatov zahtevo, da je treba vsem gasilcem dvigniti plačne razrede za 8, to pomeni za približno 32% je potrebno povišati plače vsem poklicnim gasilcem, hkrati zaradi tega, ker so se v določenih delih javnega sektorja plače povišale. Ko smo mi pogledali te podatke, smo ugotovili, da temu ni tako, da plače poklicnih gasilcev, in to so podatki, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo, kažejo, da so med višjimi glede na primerljive skupine. Torej, nikakor ne drži ta niti zahteva, niti presoja tega, da je njihovo pričakovanje ali zahteva nekako upravičena, še več gre za zahtevo pričakovanje, ki bi jo jaz sama ocenila kot izjemno nerealno. In tisto, kar smo danes slišali in tisto, kar sem jaz poslušala kar nekaj časa, ko sem poslušala ta protestni shod, sem ugotavljala, da je prišlo do kar nekaj izkrivljanj dejstev, ki so bila zelo jasno in transparentno predstavljena, še več. Prišlo je tudi do tega, da nekako ni bilo jasno, da so vsi ti koraki vnaprej, ki smo jih izvajali od oktobra ne nazadnje do danes, bili dogovorjeni in podpisani tudi s strani sindikatov poklicnega gasilstva. Torej, to danes ne razumemo tako ne kot uverturo v pogajanja, kot tudi ne pogajanja sama. Pogajanja glede plačne reforme so se začela v četrtek. Pogajanja za plačno reformo so napovedana za ponedeljek 20. februarja na predlog prav sindikalnih central, ker so si želeli vzeti dovolj časa, da se opredelijo do naših izhodišč. In zaradi tega so se tudi ostali sindikati vzdržali nadaljnjih aktivnosti, ker so ocenili, da dialog poteka in da protesti pravzaprav ne služijo svojemu namenu, torej protestiraš takrat, ko nisi slišan, ko dialoga ni. In ta dialog, to, kar jaz sama poudarjam in kar je minister ravnokar poudaril, poteka ves čas na vseh ravneh. Torej, kaj je bil namen današnjega sestanka, današnjega protesta tu, razen kot se je eden od sindikalistov izrazil, gre za folkloro, kjer so zažigali, mimogrede. Tudi dovoljenje za protestni shod ni predvidevalo zažiganje zadev in to so bili gasilci tudi včeraj že opozorjeni strani policije, da v primeru, če bodo zažigali predmete, da gre za prekomerno, izrabo dovoljenja, ki so ga pridobili na upravni enoti Ljubljana. Torej, zakaj ocenjujem, da je ta protestni shod danes nepotreben in nerazumljiv? Prav zaradi tega, prav zaradi zahtev, ki so jih sindikati izražali, torej
želimo dvigniti plače, ker so naši zaposleni pod minimalno plačo, podatki temu ne pritrjujejo, žal ne. Smo naslovili ta izziv z izhodiščem, kjer prioritetno naslavljamo prav zaposlene, ki so danes pod minimalno plačo. Drugi korak, ki smo ga predstavljali v četrtek, pomeni ugotavljanje nesorazmerij med primerljivimi poklici in to je sestanek, ki nas čaka in je tudi že napovedan in danes v bistvu te zahteve, ki so jih sindikati predstavljali, dejansko se sama kot ministrica za javno upravo sprašujem, kaj pravzaprav želijo. Mogoče so to eni tistih, ki si reforme ali spremembe sistema pravzaprav ne želijo. Potem pa Vladimir Vodušek. In če je kdo na spletu, naj prosim dvigne roko, če želi besedo. Zdaj, glede tega incidenta, ki se je pač danes zgodil, najprej seveda niste dobili besede do konca, ne? Zdaj me zanima, kako komentirate ta incident, zakaj ste se umaknili, a ste se počutili ogroženo oziroma zaradi tega, ker je ta pač neka žareča krogla priletela proti vama ali zaradi protesta? Jaz sem se tega protesta udeležila tudi v nasprotju s priporočili policije, ki je predlagala, da mogoče ni dovolj varno okolje glede na pač in zažgane predmete in pirotehniko, ki je bila uporabljena. Sama sem želela pokazati, da mi resnično veliko pomeni dialog in kultura dialoga in da socialni dialog resno jemljem in ga udejanjam. Sama sem tudi znana po tem, da tudi če se s kom ne strinjam, sem vedno spoštljiva v svoji komunikaciji. In zakaj sem se umaknila? Preprosto policisti so prišli do mene, ker so ocenili, da resnično ni več dovolj varno. Dvakrat je izjemno močno počilo v bližini, v enem trenutku so začele leteti tudi neke zadeve v mojo smer in pač policisti, ki so varovali ta protestni shod, so ocenili, da ni več varno. Hvala lepa. To? Še? Ne, zaenkrat ni na spletu nikogar. Lahko še eno vprašanje, ja? Sicer ločeno od tega, ampak kje je pa zdaj situacija s sodniki in tožilci, potem ko ste morali umakniti tisto obljubljeno povišico, kje je trenutno ta zadeva? Zakon, kot večkrat že pojasnjeno, smo umaknili prav zaradi tega, da ne bi dopuščali različnih interpretacij in izvedb iz teh različnih interpretacij in tudi že pojasnjeno predhodno želimo se posvetovati z neodvisnimi pravnimi strokovnjaki, torej poiskati morebitne rešitve, ki ne bi dopuščale tako različnih interpretacij, ker kot rečeno, tudi samo mnenje zakonodajno-pravne službe je mestoma izjemno nekonsistentno. Smo se pa s pravosodnimi funkcionarji tudi že srečali. Kot veste, je sam zakon, sam dodatek bil mišljen kot interventni dodatek do sprejema plačne reforme, torej do odprave stanja, ki ga naslavlja ta interventni dodatek in bomo videli, kaj bo prej, ali bomo prej prišli z primerno zakonsko podlago ali se bomo prej izpogajali za sistem plač v javnem sektorju, nov sistem plač.